In se čist na polno zaletel in z glavo in dale z nogo na Vrbniku najožjo ulico na svetu. Dobro jutro iz Vrbnika. Zjutraj, ko sem vstal, sem si najprej naredil zajtrk, jajčka. Bom pokazal, kako jaz to naredim. Potem sem pa razmišljal, kaj bi danes delal. Sem rekel, nič. Grem pa na eno kavico po dolgem cajtu, na en lep kraj. In sem razmišljal, kam naj grem. In sem rekel, nič, grem jaz v Vrbnik. In glejte, to sem zdaj v Vrbniku na drugi strani, ko se pripeleš noter, zato ker tukaj imajo parking, je 1,5 evra na uro, tam na začetku vam ga pokazal, je pa drug parking, ki je pa 3 evre na uro. S tem, da tega začnejo računati od 1.6. naprej, unga pa že od 1.5. Tako da se jaz vedno odločim, da grem na tale parking. Drugače pa tole je en hotel Gospoja. Tukaj sem bil 5 let nazaj, prek Megabona. Mislim, da je bilo za veliko noč. Cena ugodna, hrana super. Mislim, da je bila cena ugodna, ne vem zdaj, če je še. Tako da imam tle lepe spomine. Pa Vrbnik je lep. Boste videli zakaj. Ker sem rekel, če grem že sem na kavico, pa da vam še tale Vrbnik podrobno predstavim, ki ga poznam kar dober. 20-krat, 30-krat sem sigurno tukaj še bil. Evo, tako da te vabim, da se sprehodiš z mano čez Vrbnik in tudi majčkeno okolico bomo šli še pogledati. Vrbnik je mal na hribčku, ne? In vidite, so tako dol se spušča proti morju. In glejte, tukaj ima en hiško. Tole majster, če bi udajal, pa to tako ceno dobil, da ne moreš verjeti, ne? Zdaj se tle Vrbnik malo slabš vidi, ampak gremo naprej. Drugače pa danes nisem naredil take napake, kot včeraj, ko sem mislil, da bom majčkeno se sprehodil, pa sem šel zato v natikačih, na koncu sem pa več kot 5 kilometrov prehodil in so me pol noge bolj bolele, kot predvčerajšnjem, ko sem prehodil 25 kilometrov, seveda zato, ker natikači so trdi in je bilo. Tako da danes sem pa merelke obuv. Tako da danes pa ni problema, če tle treba 10 km prehoditi ali pa več. Tole je bil pa dolga leta moj najljubši lokal v Vrbniku. Zdaj pa ne vem, 2-3 leta, kar sem jaz tle bil, je zmeraj zaprt. Ne vem, zakaj je zaprt, zakaj mi je bil tako dober. Zaradi lokacije. Glejte, tamle ima terasco, ne vem, koliko boste videli, ima terasco in tu imaš dol čist pogled na morje, čist strmo, odrezano, tako da res super. Tle sem par punc peljal na pijačo, vse bile navdušene. Evo, tle se sicer ne bi smel sprehoditi, najbrž privat parking, ampak grem, da vam tole pokažem. Tukaj le en, vidite, ta je tudi car, ne, da imaš tle bajto, pa dol lej morje. Pa noro, če mene vprašaš. Noro. Tako da, tega lokalčka mi je res škoda, da je zaprt. Tle sem hotel iti na kavo. Sem mislil, da je samo slučajno zaprt bil parkrat, ko sem zdaj bil, pa vidim, da je to zaprto. Tukaj čez zraven je še en super lokalček s tole teraso, ki so tudi super razgledi, pa to, ne. In ful dobro zgleda.
Sam na konc meni tle ni tako dober, ker prvič te stoli visoki mi niso udobni, ta drugič pa sence ni, ne, tako da na tem nisem najbolj navdušen, tako da grem jaz raj kam drugam. No, bomo najdel kakšen drug lokalček, ne bo sicer tako super, kakor bi bil prvi, ampak nekaj se bo najdlo, no. A veste, da imajo na Vrbniku najožjo ulico na svetu? Evo dokaz, to tukaj piše. Sicer tako vam bom povedal, ne, jaz take stvari ne verjamem čist, ne, ker enkrat kličem za rafting na Tari in prav najgljubi kanjon na svetu. Sem rekel, pa ni je taj najgljubi, onda v Evropi. Tako da to malo ljudje te zadeve izkoriščajo in seveda, to je super, se šliš, ne. Videl sem najožjo ulico na svetu, ne. Dobro, tole lahko jaz tudi v Šentlovrancu nekje naredim pa proglasim za ulico, če bi bil župan Trebenga, ne. Drugače tukaj tudi imajo na Krku kao Camino. Ne, in vidite, to tudi izkoriščajo, ne. Camino pot je v Španiji, kaj boš ti zdaj na Krku Camino pot delal? Pa saj mislim, da imajo tudi v Sloveniji to, ne. Tako da razmišljam, da še jaz tam okoli Šentlovranca naredim eno Camino pot. Pač takoj bom poimenoval, tako kot so te. Pa naj hodijo ljudje z celega sveta, pa bo gospodarstvo v Šentlovrancu cvetelo, ne. Tako da te zadeve mi niso najbolj všeč, da takole nekaj izkoriščaš na račun drugih. Ampak, glejte, tak je svet, ljudje smo ovce. Ne, saj za ta Camino na Krku. Kar se tiče tega Camina na Krku, ne, jaz sem prepričan, da so najdeli neki dober razlog, zakaj se tu Camino imenuje in so tudi najdeli neko povezavo z onim Caminom v Španiji, ne. In ljudje ovce pa hitro to poberajo in bodo zdaj množično hodili sem in ja, vsaka čast, pametni Hrvatje. Tole en tak mal starejša zadeva. Še vedno smo v Vrbniku, se sprehajam tukaj po tem starem centru. Tole so, lejte, lepo. Lejte, vidite, tako lepo kamnito. To meni je lepo, lejte, če bila to restauracija, gor neka terasa. Lepo, lepo. Če boste šli v Vrbnik, boste prišli iz te smeri, ki vam jo kažem. Druge smeri skoraj ni, ne. In to je ta prvi parking in ta je kar malo drag, 3 evre na uro, seveda, ker hoču si parkirati. Zdaj, če hočete priti pa na tisti parking, ki sem jaz parkiral, ki je pa evro pa pol na uro, glejte, greste pa tukaj naprej po teli cesti. Če imate kakšen bolj širok avto, je nekje zelo usko, tlele videti kar dobro, sem nekje pa fejst usko. In če imate kakšen res širok džip, mogoče ne bo šlo. Nič, mi se zdaj pa tle sprehodimo še po enem delu, pa seveda nekje moram najdeti za kavico. Od tukaj dol, ki je ta parking, pa potem po teli ulici, mogoče je najbolj zanimivo se sprehoditi, no, pa do tamle do Cerkovce, potem pa pridete do tiste restauracije, katera sem rekel, kako ima lep razgled, pa kaj jaz ne grem, ker ni sence. Tale ulica, lejte, ima tudi zelo lepo urejeno vse, tako da tukaj se lepo sprehoditi, ne. Evo, lejte, en lokalček, ampak ni pogleda na morje. Res škoda, ker je on zaprt,
Ampak bomo mi najdeli nekaj drugega, brez problema. Zdaj se bližamo cerkvi in to je tisti najstarejši del, najbolj ohranjen kot star. Tukaj je malokrat tako malo ljudi, ki jih je zdaj. To je polet, gužva, velika. Ampak sprehod pa vedno zanimivo. Zdaj smo prišli do cerkve in zvonika. Zvonik je posebej kot cerkev. Bomo še v cerkev malo pokukali, če je odprta. Kakšna budala sem. Ko sem šel ven iz cerkve, imajo vse nekaj v steklu in čist na polno zaletel in z glavo in dala z nogo. Ljudje so me gledali, ko je en vesoljc prišel, pa se je trapa sem glih prav, ja. Ne čudno, da so me zjale. Tako da, lejte, fige. Jaz se čudim, da, lejte, ene fige imajo toliko teh sadežev gor, vidiš pa neke fige, ki ni pa tudi enega sadeža na gor. Lejte, lepega tigra. Tigrček, me ne boš počakal. Revež, ovratnico imaš, pa ti je čist premejhna. Je budale od ljudi, da mu dajo ovratnico, ki ga čist stiska. Bogi revež. Poglejte, lejte, ta se je lepo zrihtal vhod k sebi domov, lepo zeleno, lepo kamnito. Kam pa tole vod, čeprav sem bil v Vrbniku, kakor sem rekel, pa 20-krat, 30-krat, morda tudi večkrat. Grem tle prvič. No, se veste, lejte, takih stvari je tukaj, veste, veliko, ni to glih. Edina, pogledajte, lepo urejeno, vidite, tudi takole se nekateri malo pozabavajo in lepo okrasijo svoj dom. In to je res, če vsak to naredi, je to zanimivo za turiste. Glejte, isti, ka Nešmalko, no Nešmalko je malo lepši, ampak glejte, prijazen, moč, svetega, glejte, ja, močko, lep si, lep. Zdaj je pa čas za kavico. Tukaj se najde en lokalček, ko se malo bolj domačini zbirajo. Seveda sem prej preveril cene, ker pri Hrvatih nikoli ne veš, lahko je kava tale bela 5 evrov, lahko je 10, pa tudi 15 ali pa 20 me ne presenetilo. Tukaj je cena normalna 2,30 evra, tako da pa dajte lep ambient. Ni sicer pogled na morje, tako kot zunga lokalčka, ampak čist dober. Pozabil sem še povedati, da je tole moja druga kava v 2 mesecih. 2 dni prej sem šel na potovanje Vietnam pa Kambodžo, sem spil zadnjo kavico, Vietnamu, Kambodži nobene. Ko sem pa prišel domov, sem pa ta prvi dan jo spil, ampak mi ni čist nič pasala, kakor se veste, sem bil bolan. No, zdaj tukaj sem se pa prvoščil na morju. Ne vem, če je to pametno, če sem se lahko brez sne zdržal skoraj 2 meseca. Dobro, ena vmes. Ne vem, zakaj se moram zdaj na to prvajati spet, ker je bom spet normalno začel piti. Pa ni od kave nič dobrega, ne, tako da, ne vem, dajte mi vi napisati v komentar, ali naj upustim to navado, ali naj znov nadaljujem. Ker malo sem posedel tam na kavici, mogoče predolg, ampak dobro, saj smo na dopustu. Zdaj pa iščem, tukaj dol je ena pot, da prideš dol taka zelo strma. Zdaj, tlele, ja, a bom najdel to ali ne, ne vem, tlele se neha vse skup.
A ne, lejte, pa gre tule nekam, da vidimo. Ne bo tole. Morda pa bom najdel, lejte, tle dol bi jaz rad prišel, ne. Tako, lejte, to so lokacije, če mene vprašaš. Malo sem že pozabil, sam bom najdel. Zdaj pa mislim, da sem najdel to pot za dol, ja, sigurno je to. Ampak jaz imam v spominu, da je še ena bila po nekih štengah, gor taka beloska. Mogoče, kad dol pridem, jo najdu. Ali pa mogoče celo več ni, ali kakorkoli. Ne vem, bomo videli. Smo že spodaj. Sem šel, da vam pokažem tole. Kaj mislite, kam gremo? A? Tole je tako imenovana skrita plaža. Vse veste zakaj? Zato, ker je malo skrita, ne? In, glejte, takole fino izgleda, sicer je verjeten polet, ker gužva, pa še senca je, tako da to, če boste v Vrbniku, pejte pogledat. Zdajle sem se pa še po telih stopničkah sprehodil gor. Tukaj spodaj v Vrbniku, ki je mečkan luke. No, sprehodil sem se sem gor in glejte, kaj je na tej strani. Ta skrita plaža, ki sem jo vam prej pokazal. Tako da sem se tu sprehodil še kele gor malo višji, ampak tam je potem privat zadeva, se ustavil, ne moreš iti gor. Imam pa v spominu, da so nekje bile ene takele stopnice, da si prišel gor, ampak zaenkrat jih še nisem najdel. Mogoče jih bomo videli, evo tamle en korajžen se šel kopat. Vsa čas, ker voda ima sem 16-17 stopinj, tako da gremo naprej raziskovati Vrbnik. Leta 2014 sem bil ene 5 dni tukaj v Vrbniku in bil sem tamle v eni od tistih hiš gor na vrhu. Pa težko bi zdaj, če bi se dokaj pripeljal, bi vedel, katera je. Zdaj tukaj pa težko rečem in bilo je čudovito, ker sem imel pogled na Vrbnik in je bil res top, tako da sem se res dobro imel. Razmišljam, če mogoče tale pot vodi gor. Zdaj ja bi šel probat ali ne, ker lahko se zgodi, da bom do 3/4 prišel, pa bo pa konc. Ampak, glejte, ker me zanima, bom probal. Tukaj ne. Kakorkoli obrneš. Tudi, če bom nekje obrnil, pač bom obrnil. Ampak, glejte, vse tole zanimivo se sprehoditi, ne? Sem tukaj eno starejšo gospo vprašal, če se pride do gor, pa me je lepo prijazno razložila, da se pride. Tako da vidite, probati je treba. Probati je treba. No ja, gre in glejte, smo glih nad to skrito plažo, ki sem bil prej dol, ta zaliv, tistele stopničke, ki sem šel gor. In lep razgled. No, kako je to enostavno. Lejte, zdaj smo gor na oni terasi, ki sem jaz rekel, da je tudi lep, ampak da meni ni glih čisto najbolj všeč, ker so stoli teta visoki. Tako da vidite, tukaj pri tej terasi greste lahko dol in pridete do te skrite plaže in imate te poglede. Zdaj se vračam proti avtu, ampak ne, to še ni konc. Ta glavno se bo šele začelo. Zdaj, ki je malo višji sonce, sem vam hotel pokazati, tamle od zadaj je tudi
ena skrita plaža, mogoče bomo tamle pred cerkvici malo boljš videli. Tako da to vam prej nisem pokazal, ker je bilo tik proti soncu. Drugače sem vam pa posnel tole hiško tlele dol, ki zdaj vidite. Nič, gremo naprej. Prej sem vam obljubil, da bom probal tole plažo noter posnet, ampak jo ne bom, ne. Prej sem bil tam na oni strani, zato, ker se nič ne vidi. Čeprav sem splezal na škarpo, ampak se ne vidi. Vem pa je, da je tukaj le plaža, zato ker sem pred leti spustil dron in sem tole z dronom vse raziskal. In tlele noter je, verjemte mi, zanimiva plaža in če ima sem tale ali pa tele dve hiše dostop, so zame carji. Drugače pa tukaj le pa cerkvica, park tamle zadaj, malo otroškega igrišča, tako da tudi lep kraj. Tukaj zdaj vidimo ta hotel Gospoja, ki sem rekel, da sem bil. Tamle gor imam avto parkiran. No, hotel sem vam pa pokazati te plaže, ki so tukaj spodaj. Si na te stran betonske. Lejte, na on stran so pa kar zanimive, ne. Tako da gremo dol pogledat, pa potem na uno stran, potem se bomo pa peš sprehodili, ker drugače ne moreš, do še ene zanimive plaže. Čist poletno je. Sonček sije. Noro dober. Pa to, ki še ni hude vročine. Noro dober, vam povem. Sam užitek se tako lešeta, to pa zvet. D-vitamin nabirati od sonca. Noro. No, tukaj sem zdaj, da pogledamo tole. Tole mi je bil všeč z one strani, ne vidite tole votlinca. Zdaj se bom sprehodil po telih štengicah, pa da vidim, kaj pol gor tam vidimo. Ja, nič posebenega ne, sam gor sem splezal in to je to. Tole predvidevam, da je spomenik tej glagolici, da je tisto, ko vidite desno spodaj ena črka. Zdaj tukaj se lahko dol sprehodiš, ne. Zdaj tla se tudi ljudje kopajo, vidim. Tako da, gledajte, morda zanimivo, morda ne, jaz sem bil to že parkrat, pa ne grem. Grem pa zdaj kele gor naprej, pa po eni cesti in pridem kje v en zalivček, ki je meni osebno zanimiva plaža, no. Boste videli, kakšna je pa vam. Tukaj greš gor do vrha parkinga in po teli cesti se seveda da tudi z avtom prideti, ampak je prepovedano, razen za potapljaški klub. No, tole je tale zaliv, tale plaža. Pa dober, tudi že veliko lepših sem videl, še posebej 2 dni nazaj, ko sem šel iz Stare Baške v Baško, tako da tisti video si pogledajte na mojem YouTube kanalu. Ampak gledajte, tudi tukaj je bil čist lep sprehod čez tale borov gozdiček, ker zavonjaš te bore, to je fantastično. Tako da zdaj pa nazaj do avta, pa ni še konc. Glejte naprej. Zdaj sem na parkingu, tukaj, ko sem avto pustil. Še enkrat si pogledajte Vrbnik na sred cerkvica. Vrbnik je na eni takli skali, okoli 50 metrov je nadmorske višine. Hočem vam samo povedati, ne, v te smeri, ki gledate, je Šilo, v bistvu, tle greš proti reki, ne. In zdaj, če greš iz Vrbnika proti Šilu ob morju, oziroma proti Risiki, Risika je en kraj, imate tam par zalivčkov, par lepih možnosti za kopanje, tako da zapeljte se enkrat to.
Zdaj več o tem lahko vidite v prvem videu, ki sem ga posnel na tem mojem izletu po Krku. Sem se pelil po tej cesti, pa sem posnel, tako da pogledajte to v prvem videu. Zdaj gremo pa eno plažo pogledat, ki se z avtom pele, pa je par kilometrov iz Vrbnika, je pa v kontrasmeri, tako da boste vedeli, da so te malo orientirali. Po taki ulici pa sam moliš Boga, da ti nekdo ne pride nasprot. Sej ni to edina cesta, ki vodi do te plaže, ampak je pa tle, kjer sem jaz bil najbližja. No, zdaj je že dober. Poglejte to idilo, ne. Tamle dol že vidim to plažo, ampak pol vidim, lejte, kaj je vse še naprej, ne. To bi človek mogel pešiti. Ideja za naslednji pohod. Danes ne bom šel, ker imam še toliko lepih stvari za videti, da sploh ne vem, kaj če mi pogled, kako če mi pogledati. Wow. Seveda so Hrvatje tudi tukaj izkoristili za fino računanje, se pravi 15 evrov na dan za avto, za pol dneva 8 evrov. Me zanima, če že pobirajo ali to kasneje začnejo. No, mene, kakor poznate, to sigurno nam plačal. Če nam prišel kaj, posnel, pa šel, ne, tako da žalostno to, da posod turistu vzeti denar. Vzeti mu čisto zadnji evro, v kul ga obrniti, pa še če bo slučajno kakšen drobiž iz njega ven pol. Kaj vi mislite, ljudje? Se strinjate z menoj, ali sem jaz čuden? No, napište, me prav zanima, sem jaz tako razmišljam, ali še kdo drug. No, to je ta plaža, tamle naprej gre še ena pohodniška pot, enkrat sem šel malčka naprej. Presenetili so me, da še ne pobirajo parkirnine, saj jaz nisem nobenega vedel. Je pa parking skoraj že poln, ne. Sicer tamle ena budala parkiral, da se kaj gor ne da iti. Ampak dober, jaz sem prišel tole pogledat, kopal se tle ne bom, je premrzla voda, na pohodništvo kajle naprej ne grem, tako da obrnem pa grem. Ta plaža oziroma zaliv se imenuje Uvala Sršica, tako da boste vedeli, če boste iskali. Sej, lepo pa je, to pa treba priznati. Vrbnik je zelo znan tudi po vinu. Tukaj zdaj se nahajam na Vrbniškem polju. To je ena taka dolina oziroma kotlina. Predvidevam, da je to mnogo let nazaj jezero bil in seveda je tukaj zato zelo rodovitna zemlja. Zdaj ni več jezero, ker so še v Avstro-Ogrski naredili odvodnjavanje. Tole je en del tega sistema. Tam na koncu, ki gre pa, je pa menda orenk tunel, tako da celo peš lahko greš. To mi je enkrat rekel en lastnik enega apartmaja v Nivicah, da je tako. In tudi v eni knjigi mi je pokazal, tako da zdaj, če se je on meni zlagal, sem se tudi jaz vam zlagal. Zdaj, tukaj vino, ki ga imajo, se imenuje žlahtina in to je belo vino. Jaz sem bolj ljubitelj rdečih vin, ampak mi je tudi ta belo všeč, tako da če sem tukaj, če že pijem vino, pijem tega. Gremo, vidite, Vrbnik je tlele samo malo naprej, tole, kar sem vam tablo pokazal, to je najbolj znan vinar oziroma po mojem je največji v Vrbniku, Katunar, sem že bil pri njemu. No, ta človek mi je tudi povedal, ne, da včasih ni bilo tukaj not vinogradu, govorimo 100 let nazaj, ampak tukaj so bila polja, ker so ljudje hrano pridelali, seveda ta glavno je bilo, da ti preživiš, ne. Največ jih je bilo na te stranki, je bolj strmo, ne bom veliko sem kazal, ker je proti soncu. Vinogradi so bili pa na pobočjih, zato ker je bilo treba hrano pridelati tukaj na rodovitni zemlji
In ta šefe, ta katunar, mi je tudi povedal, da je iz tiste trte bilo vino veliko boljše. Namreč, tako je on rekel, vino je boljše, če je trta v nerodovitni zemlji. No, potem, ko pač je bilo pa hrane malo več, ne, in so pa tle ni bilo vlakote, so pa trto začeli saditi. In zdaj celo to vrbniško polje, ki je dolgo 3-4 kilometre, po moji oceni, so sami vinogradi. In tukaj kar nekaj tega proizvedejo. Tako da, dragi prijatelji, tole je bila moja predstavitev Vrbnika. Napišite v komentar, če vam je bila všeč. Poglejte si tudi podobno predstavitev Omišalja. Če bojo pozitivni komentarji, bom take predstavitve še delal, ker menim, da takole si lahko šele eno stvar, en kraj predstavljaš. Jaz sem vam vse pokazal, tako da zdaj, če boste šli v Vrbnik, veste, kaj lahko vidite, kaj vas čaka, se splača, ali se ne splača. Seveda, enem bo Vrbnik ful všeč, enem bo čist brez veze. Pač, lejte, ljudje smo različni, tako da je to tako, ne. Ampak vidite, iz tazga videa lahko razberete, ali vam bo všeč ali ne. Tako da vas res lepo iskreno prosim, če napišete v komentar, ali vam je bilo všeč ali ne naredim še kakšno tako reportažo. Pa seveda vsi tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Hvala in adijo.